Francoski glamur se je vedno najbolj izražal pri Citroenih, če mene vprašate. Res je bilo udobje v prvem planu, ampak drzna oblika in zanimive nove tehnologije so bile tiste, ki so mamile kupce. Pri nižje postavljenih modelih, kot je takšen C3, je vseh cukrčkov manj. So pa. C3 je recimo letos dobil bolj drzen obraz z dnevnimi LED lučmi, oblika pa ostaja nespremenjena. Še vedno je jajček. In še vedno se mi zdi ženski. Zdaj je recimo na voljo tudi kamera za vzvratno parkiranje s senzorji, pa usnjeno oblazinjenje, kar pomeni, da je tole najbolj prestižen model v ponudbi, saj stane kar 21 tisočakov. Dvakrat toliko, kot stane osnovni C3. Verjetno si bo za toliko denarja večina kupila že kakšen drug avtomobil, ampak se tukaj lepo vidi, kaj vse se lahko dobi v tako majhnem paketu. Recimo tole vetrobransko okno Zenit, ki je ogromno. Super razgled na zvezde ponuja ponoči sovozniku, lepše se vidi na semaforje, v naših butastih križiščih, no po drugi strani pa senčniki še vedno nimajo ogledal, kar pa je malo nerodno za dame. Tudi osvetlitev ponoči je malo slabša, tako da se ne čudite, če šminka ne bo popolna. No, tudi tukaj pa je oster tale rob na vratih, ki v koleno žuli vse tiste, ki sedimo malo bolj narazen, gre pa po drugi strani van velika plastenka. Moti me tudi krmilni mehanizem, ki je premehak in preveč posreden, kar pa je po drugi strani všeč ženskam, ki se rade vozijo počasi in imajo raje bolj mehko vožnjo. Tudi prav, ampak je lahko pri konkurenci bolje. Zato pa ne tako udobno, ker je tole podvozje res prijetno. Enako motor. V bistvu super izdelek in za majhen avtomobil kar premočan. 1,6 litra ima tale turbo dizel in 84 kW, okroglih 115 konjev. Porabi okoli 5 litrov in tudi v avtocestno klance rine brez večjih težav, je pa enostavno predrag, zato raje vzemite bencinski motor, razen če ste vsako drugo minuto svojega življenja na cesti. S tem bo glamurozni C3 postal tudi bolj dostopen, takšnega pa bo ati kupil v primeru, da diplomo naredite z 10.